Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Gospodarska zbornica Slovenije so za raziskovalce, podjetnike, neprofitne organizacije in lokalne skupnosti ter druge organizacije, ki bi želele sodelovati v projektih, pripravili informativni dan za razpise Obzorja 2020. Kaj prinaša dvodnevni dogodek Obzorja 2020 na Gospodarski zbornici Slovenije? Torej, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Gospodarska zbornica Slovenije in pa Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje iz Bruslja letos ponovno organiziramo informativne dneve za predstavitev razpisov Obzorja 2020. Začenja se novo programsko obdobje. Razpisi so bili pred kratkim objavljeni in slovenske raziskovalce, predstavnike gospodarstva in druge zainteresirane udeležence želimo seznaniti s tem, kakšni so razpisi, kaj novi razpisi prinašajo, kakšni so pogoji za prijavo, kje lahko dobijo informacije. Zato bodo nacionalne kontaktne osebe predstavile posamezna področja, posamezne razpise in tudi predstavili, na kakšen način se lahko potem slovenski udeleženci prijavijo. Cilj pa je, da v bistvu informiramo slovenske raziskovalce in jih spodbudimo k temu, da v čim večjem številu potem tudi oddajo projekte na te razpise Obzorja 2020. Udeležence so uvodoma pozdravili dr. Boris Cizelj, predsednik uprave SGRZ, magister Urban Krajcar, generalni direktor z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Alenka Auberšek, izvršna direktorica GZS, ki je med drugim dejala. Kar se zbornice tiče, bo zagotovo imela zelo proaktivno vlogo pri predstavljanju razpisov, pri seznanitvi z aktualnimi pogoji, na kakšen način se projektov lahko lotevamo, da bomo v tej smeri organizirali posvete, delavnice in da bomo, kolikor bo v naši moči, proaktivni tudi pri povezovanju v partnerstva domača in tudi kolikor bo v naši moči med domačimi in tujimi in seveda tudi tisto, kar se gremo že od lanskega leta ali pa nekaj let nazaj pri aktivnem povezovanju med znanostjo, gospodarstvom, pri premagovanju ovire, ki rečemo dolina smrti. Kaj prinašajo Obzorja 2020 slovenskemu gospodarstvu in znanstveno-raziskovalni sferi? Torej, prinaša veliko novosti v odnosu na sedanje sisteme okvirnih programov, kot je bil 7., ki se je zaključil z lanskim letom. Prinaša prvič veliko večjo fleksibilnost, se pravi, vsak zainteresiran lahko veliko bolj samostojno formulira temo projekta. Drugič, povezuje več virov, kar je bilo doslej nemogoče. Tretjič, daje velik poudarek povezovanju raziskovalne akademske sfere z gospodarstvom in seveda zelo poudarja podporo malim in srednjim podjetjem. Kaj prinašajo Obzorja 2020 v Slovenijo? Obzorje 2020 prinaša eno veliko priložnost, bom rekel, tako za raziskovalne inštitucije, za podjetja. Vemo, da je na voljo približno 79 milijard evrov v naslednjih 7 letih, tako da upam, da bodo slovenska podjetja, slovenski raziskovalci in inštitucije to priložnost prepoznale in izkoristili v največji možni meri. Na informativnem dnevu o razpisih z področja prehranske varnosti, trajnostnega kmetijstva in gozdarstva, morskih in pomorskih raziskav ter raziskav celinskih voda in biogospodarstva, ki je na GZS potekal v decembru, je magister Peter Volasko z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o Obzorju 2020 povedal. Težak v evrih je kar 79,4 milijarde evrov, kar je do sedaj največji program in je tudi največji program na svetu na področju raziskav in inovacij. Kaj prinaša novega v primerjavi z prejšnjimi programi? Predvsem je večji poudarek na malih in srednje velikih podjetjih. Večji poudarek je tudi dan družbenim izzivom, se pravi globalnim družbenim izzivom, na katere bo poskušal učinkovito odgovoriti.